Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zimsko obarvani pravljici bomo spoznali polhca Sivčka, ki bi se moral odpraviti na zimsko spanje, a je na vsak način želel doživeti zimsko vzdušje. Mislite, da mu je bila zima všeč? Najbolje, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina Polhov se je pripravljala za zimo. Oče Polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa Polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj pa je prezimovanje? Je vprašal polhec Sivček. Takrat se zvijemo v gnezdu in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa Polhova in otaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je po zimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama Polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. Vse ne, je odgovoril oče Polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uprl Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ne bodi no neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče Polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, pa boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama Polhova. Zdaj pa mi skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moramo udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo. Sivček je zagrabil vrečo in odcapljal v gozd po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, je povedal polhec. Nočem je prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezel izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče in tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč, sta se Vodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo že videli, se je muzal ježek Vodiček. Potem pa si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil. On vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš, kaj je o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razburljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg.
Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bile več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh nekaj noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lotili so se jagodičevja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem pa so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičevja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Jo, kaj pa počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal Jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, rad bi videl sneg, mu je zaupal Sivček. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohaval zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal. Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem pa se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokvaril bel prah, tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl vanj. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel. Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič več všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno. Ja, bo kar držalo, kaj ne? No, pa je polhec le doživel zimo, ki pa mu ni bila najbolj všeč, kaj ne? Moram pa priznati, da je bil morda malce trmoglav ter precej vztrajen tale Sivček. A pomembno je, da je to ugotovil kar na lastni koži, ter prišel do zaključka, da je zimo zaradi mraza res najbolje prespati. Je pa med raziskovanjem spoznal precej živali, ki zimo tako kot polhi prespijo, in živali, ki zimo le predremljajo. Luštna pravljica. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Sovica Oka, ki se je tudi odločila, da bo noč prespala, podnevi pa odšla raziskovati po gozdu. Le kako se je razpletla ta pravljica? Le prisluhnite ji. Otroci, lepo se imejte in pošiljam vam polhkov pozdravček. Čau, čau! Ja, zima je kar huda reč.